Dober dan, pozdravljene, pozdravljeni, dobrodošli na letošnjih dnevih enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Letos se odvijajo že drugič in vesela sem, da se vas je toliko odzvalo na predstavitev knjige Janeza Roškar z naslovom V senci velikih mojstrov, vprašanje žensk v kitajski filozofiji na primeru dveh sodobnih tajvanskih filozofinj. O knjigi bosta z avtorico, ki je sinologinja in strokovnjakinja za kitajsko filozofijo, pogovarjali filozofinji Olga Markič in Nina Petek, in tudi njima se zahvaljujem za pripravo in organizacijo tega dogodka. Rada bi vas samo še, preden dam besedo moderatorkama in avtorici, povabila na naslednji dogodek. To bo predstavitev plakatov o študijah primera pri seminarju enakosti spolov v jeziku in sliki 23. marca ob 13. uri v 3. nadstropju, hodnik oddelka za germanistiko, nederlanistiko, to moram vedno pomisliti, kako bom izgovorila, in skandinavistiko. Dogodek s svojimi študentkami pripravlja profesorica doktorica Janja Polajnar-Lenarčič. Tako, toliko z moje strani, zdaj pa besedo prenašam, se opravičujem, kolegicama, ki sta dogodek pripravili, in avtorici. Dober dan. Torej, kot je bilo že napovedano, se bomo danes malo pogovarjali o knjigi Jane Roškar, V senci velikih mojstrov, vprašanje žensk v kitajski filozofiji na primeru dveh sodobnih tajvanskih filozofinj. In Jana je v uvodu, v katerem zariše, nekako naredi uvod v ženske v filozofijo, navedla stavek, ki je, kot po njenih besedah, tudi zelo odmeven in nas ženske, tukaj smo danes 3 ženske, ki bomo govorile o filozofiji, postavlja v zelo neroden položaj. Ta stavek, če ga citiram, je: če se ženske ukvarjajo s filozofijo, je to velika škoda, tako za filozofijo kot za ženske. Upam, da bomo me 3 nekako pokazale, da temu ni tako, in da se tudi nadaljevanje tega citata, ki pravi: ko vidim pametno žensko, ki se utaplja v labirintu konceptualnih spekulacij in govori nerazumljive stavke, si ne morem kaj, da mi ne bi to razžalostilo. Ko gledam bistro dekle, ki se vzpenja na vrhove metafizike in priliva solze nad njenimi globinami, me ob tem neobhodno zaboli srce. Slaba filozofija nas ujezi in dobra nas pretrese. Oboje škoduje ženski lepoti. Dejstvo, da sem proti temu, da bi se ženske ukvarjale s filozofijo, pravzaprav izhaja z mojega obžalovanja izgube njihove subtilne erotike in dražljive krasote. To so nekako uvodni stavki, s katerimi Jana nekako napoveduje svoje delo in seveda nam skuša pokazati, da tako razumevanje filozofije, ki je dejansko še dandanes do neke mere prisotno, seveda ne v taki obliki. Danes smo ženske na oddelkih za filozofijo in raziskovalke v veliko večji meri prisotne, kot je bilo to mogoče še pred stoletji, kjer je bilo res samo nekaj posameznic. Vendar, kot ugotavlja Jana, tudi tako na Kitajskem, se pravi na celinski Kitajski, kot v Tajvanu, kot tudi v Evropi in Ameriki, je odstotek žensk na filozofiji neverjetno, precej manjši, kot je odstotek žensk v drugih humanističnih znanostih. Filozofija je v bistvu tako kot mogoče matematika, ena zelo abstraktna veda in nekako je bilo splošno razpoloženje, tako v bistvu, če zdaj malo poenostavljeno govorim, na Zahodu kot na Kitajskem, tako, da za te zelo abstraktne metafizične probleme ženske niso. Se pravi, kot tudi Jana v knjigi večkrat omeni, ko govori ko povzema tudi te 2 sodobni kitajski misleki, da v bistvu naj se ženske ukvarjajo bolj z mogoče literaturo, lahko tudi z zgodovino idej, ne pa samo filozofijo, kajti to abstraktno mišljenje je pretežko. Tako da dejansko lahko najdemo, in zato se mi zdi, da je Jana zelo lepo v tem uvodnem poglavju pokazala, da ni tukaj neke bistvene razlike med Zahodom pa Kitajsko, čeprav smo mogoče mi potem gledali
skozi neke te popularne predstave o kitajskih ženskah, ki si povezujejo noge, ne, in patriarhalni družbi, ampak seveda ni dosti drugače bilo tudi pri nas. Tako da, če samo, pa s tem nekako bom nehala s to primerjavo, ne, ampak če samo omenimo recimo tudi ženske, ne, na našem prostoru v Jugoslaviji, ki so doktorirale v 20 letih in so bile prve na tem področju, recimo v Sloveniji Alma Sodnik, potem Ksenija Aksentijevič v Beogradu, pa Kučera v Zagrebu, ne, so vse se soočale zelo bolj ali manj težkimi situacijami, oziroma so občutile to, da so bile pionirke ženske filozofije in da jih moški kolegi niso povsem enakovredno sprejemali. Zdaj, kar se mi zdi zanimivo, ne, je to, da potem Jana v tem uvodnem delu predstavi pač nekako izpostavi tri mislice, ki so pomembne mislica je njen izraz, ki so pomembne v zgodovini kitajske filozofije, to je Ben Zhao, Mojstra Sun Bu'er in se opravičujem za te izraze, ki jih ne znam tako dobro izgovarjati. Se pravi, prva je nekako pripada konfucijanski tradiciji, druga pripada daoistični tradiciji, tretja, He Zhen, pa je v bistvu predstavnica, kot pravi Jana, anarhofeministične teorije. Zdaj, kar je pač izpostavila, je to, da v bistvu ta mogoče tradicionalni pogledi, ki so bili tradicionalno konfucijanstvo in daoizem, so bili dosti bolj egalitarni, kot pa potem kasneje, ko se je konfucijanstvo nekako, kot ona razlikuje, v konfucijanizem nekako preobrazilo, se pravi, ko ne gre več toliko za filozofsko tradicijo, filozofsko prepričevanje, ampak predvsem prevzema vlogo družbeno-normativne teorije, ki je pač morala žensko postaviti, ki je ženski dodelila svoje mesto in ji tudi seveda ni dejavnosti izven doma, je omejevala dejavnosti izven doma. Zdaj, tukaj je tudi zanimivo, se mi zdel ta zanimiv aspekt, kako pomembno, in to se lahko vidimo tudi pri drugih filozofinjah, recimo, ali pa literarnih ustvarjalkah tudi na Zahodu, je pomembno to opismenjevanje. Se pravi, poudarek, čeprav je Ben Zhao bila nekako tretirana kot bolj konzervativna mislica in je to bo verjetno potem Nina bolj povedala, kako se je vpletla recimo tudi v to tradicijo, je izjemno poudarjala, da je treba ženske pač izobraziti in opismenjevati. To se mi zdi, da je ena taka pomembna poanta. Zdaj, v daoizem je nekako dosti bolj egalitaren, kar se tega tiče, se pravi, nekako ne razlikuje med tem, da bi ženske in moški, da bi imeli te bistvene razlike med ženskimi in moškimi, in je z tega vidika mogoče tudi neka filozofija, nek pristop, ki je bil nekako bolj osvobajajoč, na kar potem naveže tudi v zadnjem delu, ko govori o dveh sodobnih tajvanskih filozofinjah, ki neko vrste inspiracijo iščeta v bistvu tudi v daoizmu, in v tem, se mi zdi, večji osvojenosti tako nekih ostrih družbenih delitev in spon, kot tudi, kar poudarja Jana, domišljije, ki lahko preseda vse to. Zdaj, mogoče, če sam na kratko potem še povem, kako nekako je strukturirana knjiga, se pravi, kot sem že rekla, v teh prvih dveh poglavjih nekako postavi vprašanje, sploh ženske v filozofiji in ženske v kitajski tradiciji, potem pa nadaljuje z pomenom Tajvana za kitajsko filozofijo druge polovice 20. stoletja, kjer pač razvija tezo, da so pač po revoluciji na celinski Kitajski nekako to tradicijo konfucijanstva nadaljevali, predvsem konfucijanstva, nadaljevali na Tajvanu, seveda tudi nekaj daoizma, ampak predvsem to, in da je v bistvu to predstavljalo neko kontinuiteto, ki je bila zaradi revolucije takrat na sami celinski Kitajski prekinjena, in hkrati potem nekako pokaže,
tudi kakšni so teoretski in metodološki prispevki tega tajvanskega modernega daoizma, predvsem mogoče največjega ali pa zelo velikega tajvanskega filozofa, spet bom tukaj, ne vem, kako ga pravilno. Mao Zedong. Ja, Mao Zedong. In potem nadaljuje z nekako kratko predstavitvijo del dveh sodobnic tajvanskih filozofinj, Lin Yue in Wu Huiling. Jaz tukaj zdaj ne bi šla preveč mislim, težko bi dala samo mogoče nekaj poudarkov, ki so se mi zdeli pač zanimivi. Ena od teh je recimo ta konceptualnost Yinga in Yanga, kjer se mi zdi zelo zanimivo, in to lahko mogoče potem tudi Jana še kaj, bomo še v vprašanju razdelali, kjer postavlja to komplementarnost, se pravi to razliko do recimo evropske tradicije in recimo tega, večkrat je izpostavljeno to načelo izključitve tretjega, se pravi A ali ne A, medtem ko tam gre pa za komplementarnost, se pravi, gre za neko dinamiko spreminjanja. In potem v bistvu to nekako, ta vpogled v to mogoče logično logiko, prenese potem tudi na to, kako bi poimenovali spol. Imamo potem na eni strani A, imamo moškega in ženskega, in moški je A, ženska pa potem ne A, in gre za to protislovje oziroma za neko, medtem ko pri Yanga pa seveda gre za to, da je to prehajanje ni tako ostro in da nimamo te binarnosti. Tukaj se mi zdi, da je, vsaj z mojega stališča, je neko vprašanje, ali bi res lahko to logiko krivili, zato, da imamo tudi to binarnost v spolu. Tukaj jaz nisem čisto prepričana, če lahko ta A in ne A res enačimo od moški in ženska kot ne moški. To se mi zdi, da je bolj povezano mogoče z nekimi potem religioznimi še tradicijami pri nas krščanstva, kot pa samo logiko. Vsaj to se mi je zdelo, ampak je taka zanimiva. Druga taka zanimiva, ki se mi zdi tudi, je pa to, da potem postavlja tudi to, ko govori, mislim, da pri zadnji avtorici, pri Wu Huiling, da pravi, da je v bistvu za vstop v kitajsko filozofijo, da je nekako potrebno najprej, da je v bistvu dobro, da metodološko se najprej študent ukvarja z zahodno filozofijo in potem preide na kitajsko, kar se mi je zdelo tudi po svoje izredno zanimivo. Zdaj se mi zdi tudi argumentacija, zakaj na nek način je očitno bila tudi ta, da se je kitajsko filozofijo mogoče tudi z našega pogleda prevečkrat gledalo kot samo na neko zgodovino ideje ali pa bolj literarno interpretiranje, medtem ko ona poudarja, da če greš najprej v zahodno filozofijo, dobiš to konceptualno analizo, to metodologijo in potem lažje nekako pristopiš na filozofski način tudi do recimo klasikov kitajske filozofije. Tako da to se mi je zdela ena taka zanimiv vid avtorice, ki je zdaj mlajše generacije, ki je se izobrazila na Tajvanu, ki je se izobrazila tako v zahodni filozofiji kot vzhodni filozofiji in je zato recimo se mi zdi tak pogled v to zelo dragocen in nam mogoče odkriva tudi ene nove horizonte. Tako da mogoče potem čisto za konec še tretji poudarek, ki se mi zdi tudi, je pa ta etika skrbnosti, kjer se mi zdi, da je to nekaj, kar zdaj vsi nekako dosti filozofov se obrača mogoče na konfucijanstvo, na konfucijansko etiko človečnosti in jo potem primerja oziroma jo usporeja z etiko skrbnosti. In mogoče tudi tukaj, mogoče neko vprašanje, Jana lepo pokaže, kako je cel trend tudi feministične etike, ki je šel v to etiko skrbnosti,
ki je bil malo postmodernistično, mislim, ki je postmodernistično obarvan. In je vprašanje, zdaj, to res lahko enačimo, recimo navede potem tudi misel tajvanskega filozofa, ki pa kritizira tak pogled, ki se mu zdi, da je vseeno ta etika skrbnosti lahko, oziroma to etiko človečnosti in profetijanstva lahko vežemo tudi bolj na racionalnost, na racionalistično filozofijo, na razsvetljenstvo, medtem ko etika skrbnosti se nekako skuša od tega odmakniti, tako da to bilo mogoče tudi še, se mi zdi, taka zanimiva tema tudi za nadaljnjo diskusijo. Tako da ne bom predolga, bi s tem zaključila. Knjiga je na vsak način izredno zanimiva, tudi nepoznavalcu kitajske filozofije odpira zelo lep vpogled v nekako to konceptualno zamejitev in pa seveda vlogo, ki jo potem imajo ženske kot filozofinje, dejavne filozofinje in kot ženske kot objekt, recimo v samem delu. Tako da hvala in toplo vabim vse k branju knjige. Tako, hvala lepa, Olga, za tvoj uvod. Torej, naj še jaz nekaj besed namenim tej Janini izjemni knjigi, torej večplastni študij, ki res izčrpno predstavi najrazličnejše družbeno-zgodovinske okoliščine in filozofske sisteme, v kontekstu katerih potem poglobljeno in kritično osvetljuje to naravo nesorazmerij med spoloma, predvsem pa položaj ženske in predvsem položaj ženske kot filozofinje, na kar na osnovi te teoretične študije potem v drugem delu predstavi tudi položaj in delo filozofij v sodobnem tajvanskem akademskem prostoru. In to se mi zdi še posebej zanimivo, torej prav ta implementacija torej teh idej, ki so se snovale skozi dolga obdobja na neko sodobno filozofsko prizorišče, kjer pa se seveda porajajo vedno nova in nova vprašanja. Tako kot je že predstavila Olga, lahko v študiji sledimo formiranju zgodnjih kitajskih družbeno-političnih in miselnih sistemov ter njihovih osrednjih osebnosti. Začne se z orisom tradicionalne kitajske filozofije in seveda, kar je ključno za celotno študijo, tudi srž oziroma sam izvor teh patriarhalnih zasnov, ki so se potem utrjevale v obdobjih vse od dinastije Han dalje. Jana tako prikaže okoliščine in idejne osnove tega rigidnega formiranja hierarhije med odnosi, kjer je seveda šlo za ta vzorec nadrejenosti in podrejenosti, kar pa se je nekako kazalo oziroma odslikavalo tudi v samem razmerju moški in ženska, seveda moški kot nadrejeni, ženska kot podrejena. Potem nadaljuje, kot je predstavila že Olča, razpravo o položaju žensk v kontekstu filozofskih tradicij konfucijanstva oziroma konfucijanizma kot prevladujoče normativne etike in seveda državne doktrine, pri čem pa, kar je tudi še posebej zanimivo, torej pri predstavitvi posameznih družbenih političnih sistemov, Jana vselej da glas tistim ženskam, ki so bile večinoma v tradiciji neslišane, tako predstavi Ban Zhao, ki jo je omenila že Olča, ki je dokončala tudi velik del uradne zgodovine zahodne dinastije Han, še zlasti pa je pomembna po delu Lekcije za žene, torej konfucianistične knjige za ženske, in tudi, kot izpostavi, je bila seveda knjiga nekako peta v ta konzervativnejši konfucijanski miselni nazor, pa je kljub temu izjemno pomembna, ker seveda pač poudarja pomembnost opismevanja in izobraževanja žensk. In potem nekako s tem prepletu lahko sledimo poleg zgodovinskega prepleta še preplet filozofskih sistemov, torej na drugem bregu konfucijanske družbeno-politične doktrine, patriarhalno naravnane, pa je seveda tradicija daoizma, ki izhaja iz egalitarnih predpostavk najrazličnejših idej, ki so nekako osnova same daoistične filozofske misli, recimo Yin in Yang, in seveda tudi pomen Wu-Weja, torej načina bivanja v svetu, torej odsotnost hotenega delovanja oziroma nedelovanja v smislu nevmešavanja v naravni tok vesolja. S tem pa, kar je hkrati seveda še posebej pomembno za samo družbo, tudi v način obstoja sleherne ustvarjene bitnosti, torej Wu-Wei, neposeganje v eksistenco posamezne ustvarjene entitete. In seveda po tej plati je
daoizem izjemno relevanten tudi, kar se tiče samih tematik glede vprašanja spola in seveda enakosti nasploh. Tako pri tem je Jana v tem izčrpnem orisu predstavi tudi budistične vplive, ki so pri poznejših avtorjih vplivali na dodatno poglabljanje daoistične misli o egalitarnosti. To izpostavi recimo pri avtorici Sumbar, in sicer vpliv mahajanskega budizma glede nauka o resničnosti in iluziji, ki nekako tudi ruši meje ne samo na ravni metafizičnega, ampak tudi na ravni samih družbenih odnosov in seveda pač preizprašuje naravo človekove percepcije. Tako potem lahko sledimo tudi večplastnemu pregledu zgodovine feminističnega preizpraševanja kitajske tradicionalne patriarhalne družbe, ki se je seveda, kot predstavi Jana, bolj odmevno začelo šele v začetku moderne dobe. Ne omeni tudi recimo teoretičarko in aktivistko Qi Jin, ki je bila med drugim tudi soustanoviteljica časopisa Kitajske ženske novice in je odpirala pereča vprašanja, kar se tiče položaja žensk in neenakosti med spoli. Pri tem recimo omeni tudi Li Xiaojian, marksistično teoretičarko, ki je znana po analizi ženske teorije in velja tudi za ustanoviteljico ženskih študij in ženske filozofije v sodobni Kitajski. Tako da lahko sledimo temu pregledu od najzgodnejših obdobij kitajske filozofije, družbeno-političnih okoliščin vse do sodobnosti, kjer pa Jana da glas tem izjemno pomembnih ženskam, ki so pravzaprav tkale filozofsko prizorišče. No, in po tej izčrpni analizi zasnov starodavnih kitajskih sistemov in kompleksnega družbeno-političnega dogajanja v različnih obdobjih, pa je še posebej zanimivo, kako je potem v drugem delu ta študija podprta tudi študijo primerov iz sodobnosti, torej predstavitve tega obrobnega dela kitajske filozofije, torej ženskega dela, če se tako izrazimo, namreč življenje in delo dveh sodobnih tajvanskih filozofij, ki pa sta seveda tudi pogojeni s kompleksnimi zgodovinskimi in družbeno-političnimi okoliščinami. In na tem mestu Jana prikaže, kako seveda poleg tega, s čimer se ukvarjata v svojem filozofskem delu, tudi o vprašanjih neenakosti spola, ampak pri tem pa predstavi izjemno zanimiv značaj tudi same tajvanske filozofije, kateri je nekako namenjeni precej malo pozornosti v svetu in je to še področje, ki je še precej neraziskano. In nekako prek dela dveh sodobnih tajvanskih filozofij predstavi ta poseben značaj tajvanske filozofije, ki ga nekako pač primerja recimo z modernimi filozofi 20. stoletja na Kitajskem, ki so se ukvarjali predvsem z raziskovanjem marksističnih, leninističnih teorij, niso kazali recimo toliko interesa za konfucijanstvo in daoizem. Medtem pa na Tajvanu, kar se kaže, kar Jana prikaže tudi skozi prizmo dela dveh tajvanskih filozofij, so pravzaprav nekako začeli rehabilitirati to starodavno kitajsko misel, v kateri so nekako začeli prepoznavati neke egalitarne predpostavke, temelje, ki so lahko seveda tudi bistveni za sam sodobni svet. Tako, po tej plati je študija pomembna tudi zato, ker nekako osvetli tudi samo tajvansko filozofijo oziroma ukvarjanje s kitajsko filozofijo na Tajvanu in seveda implementacija teh starodavnih sistemov v kontekst sodobnega sveta. Pri tem se mi recimo zdi zanimiv tudi ta proces, ki ga predstavi Jana, torej poleg procesa formiranja filozofskega diskurza na Tajvanu, ki seveda razvija, nadgrajuje daoistične in konfucijanske filozofske ideje, vzporedno s tem procesom, kako se pravzaprav hkrati vrši tudi proces formiranja ženske kot avtonomnega političnega subjekta na Tajvanu. Monografija je vsekakor izjemno delo, ki izčrpno predstavi položaj ženske
predvsem ženske kot filozofinje, vprašanje spola v različnih zgodovinskih obdobjih Kitajske, predvsem pa tudi ta sodobni vidik, ki ga seveda in to prizorišče, ki ga bistveno snujejo tudi ženske. Kar pa se mi zdi sila pomembno, je pa to, da pravzaprav pri delu, čeprav je seveda izčrpna študija, ki se osredotoča seveda na samo kitajsko družbeno, politično in filozofsko ozračje, ampak v svojih vprašanjih, ki so zelo univerzalna, nekako ne ostaja delo zamejeno samo v teh okvirih, ampak nekako napeljuje tudi k premislekom glede položaja ženske kot filozofinje v svetu sploh, ampak ne zgolj to, nekako s svojimi vprašanji seže še širše in nagovarja oziroma vzpodbuja k preizpraševanju neenakosti in seveda te potrebe k premisleku nekaterih temeljnih vprašanj, ki so jih nekako že postavljali starodavni filozofski sistemi, torej nekako, kar se kaže tudi v primeru Kitajske, ta povratek nazaj k svojim koreninam, torej k nekemu subtilnejšemu mišljenju na nekem drugem nivoju, ki seveda lahko omogoča oziroma ponudi povsem drugačne rešitve tudi za ta kompleksen sodobni kontekst. Tako, to je bilo z moje strani vse, da ne bom predolga, bi še mogoče Jani postavili kakšno vprašanje. Ja, mogoče bi najlepša hvala najprej Olča in Nina za to čudovito predstavitev. Jaz moram reči, da sploh nisem vedela, da je lahko ta moja knjiga tako zanimiva, kot ste jo zdaj predstavili vedve. No, mogoče bi tudi jaz bom pa pazila, da ne bom predolga, zaradi tega, ker upamo, da bomo vseeno imeli na koncu še, da bomo lahko odprli prostor tudi za morebitna vprašanja iz občinstva. Jaz bi mogoče začela samo z parimi komentarji, glede na to, kar sta povedali moji sogovornici, in sicer pri tem, kar je rekla Olča, bi se osredotočila na dve zadevi in prvič nekako na te dve različni shemi binarnosti oziroma interakcije med binarnimi protipoli, ki sem jih, na prvi pogled je to mogoče malo esencialističen prikaz, ker je schematski, po drugi strani pa vendarle marsikaj pove o tem, na kakšen način so obravnavani protipoli opozicijske ideje v eni idejni tradiciji in v drugi. Mislim, da pri kartezijanskih dualizmih oziroma pri dualizmih, ki segajo še veliko dlje nazaj v zgodovino evropske idejne zgodovine, da ni toliko pomembno to, ali gre zdaj tu za žensko in ne žensko, ali gre tukaj za moškega in ne moškega, ali gre za moškega in žensko. Gre za to, da gre pri tem za dva protipola, ki se vzajemno izključujeta. To je tista pomembna zadeva, prvič, da sta statična, da sta nespremenljiva, da temeljita na neki določeni substanci, ki jo določa, in drug pomemben vidik je to, da se vzajemno dejansko izključujeta, da imamo tukaj bodisi A ali B, če že ne A. In tukaj gre torej za neko opozicijo, za neko nasprotje, ki je hkrati tudi protislovje. Medtem ko v shemi tako imenovane korelativne komplementarne dialektike pa imamo prav tako dva protipola, ki sta v nasprotju. Ampak ta dva protipola sta soodvisna, sta dinamična, torej enega brez drugega ne bi bilo, lahko obstajata samo v interakciji eden z drugim, bistvo enega je drugo in obratno, in predvsem se ne izključujeta, temveč eden drugega dopolnjujeta, poleg tega, da sta soodvisna. To se mi zdi nekako, zdaj tole, a gre tu za moškega in ne moškega, ali gre za A in ne A, ali gre za A in B, je tukaj nekako sekundarno vprašanje. To, kar je primarno vprašanje, je, da gre
pri eni shemi za statično shemo protislovno nasprotja, ki je protislovje hkrati, pri drugi shemi gre pa prav tako za nasprotje, ampak shema je dinamična in ne vsebuje vzajemnega izključevanja, ne. In to se mi zdi ima že zelo velike implikacije tudi za razumevanje spolov v kitajski tradiciji, ki niso razumljeni na nek način kot nekaj esencialnega, kot nekaj, kar v sebi nosi substanco. Nikoli, na primer, že konfucijanci nikoli niso verjeli v biološko determiniranost človeka ali spola. Ne, oni so, na primer, Konfucij je v razpravah konfucijanskih, beremo njegov citat, ki pravi, po rojstvu smo si vsi zelo podobni, smo praktično enaki, to, kar nas dela različne, je socializacija, ne, je izobraževanje, je izobrazba in hkrati poudarja tudi kar pomeni izobrazba, je nekako neka dobrina, ki je lahko dana vsem ljudem, ne glede na izvor, na socialne razrede, na spol in tako naprej. No, tukaj sem mislila začeti ta kratek komentar tudi s tem, da se meni osebno binarne strukture, binarna razmerja v teoriji, ne, kot neko analitično orodje, ne zdita nujno nekaj negativnega. V nasprotju s tem, kar govorijo mnogi predstavniki in predstavnice sodobne teorije spolov, ki pravijo, da je binarnost že sama po sebi nekaj negativnega. Jaz se s tem ne strinjam. Binarnost sama po sebi je v bistvu eden od osnovnih načinov našega razmišljanja, saj ljudje razmišljamo v kontrastih, tudi analiziramo v binarni shemi. Celotna informatika temelji na binarnosti. Ne, binarnosti kot take jaz ne mislim problematizirati, kar pa mislim problematizirati, je pa nekako binarnost, v katero so vključena vrednotenja, v katero je vključena nekakšna hierarhija. In na osnovi te teoretske predpostavke sem nekako poskušala predstaviti potem tudi ta kontrast med tema dvema oblikama binarnosti. Toliko na kratko kot komentar o teh dveh, kot pravi Olča, logičnih shemah, čeravno, ja, jaz mislim, da je pač kartezijanski dualizem lahko zremo nanj kot na neko logično shemo, če pač logiko definiramo v smislu formalne logike, kakršna se je razvila v Evropi, medtem ko kitajska shema ne sodi v takšen diskurs, bi rekla. Druga zadeva, ki bi jo rada tudi tukaj omenila, je komentar na to, kar je povedala Olča o mnenju te mlajše filozofinje, ki jo predstavljam, Wu Huiling, ki je zdaj docentka na Univerzi Fudan v Tajbeju, in ona je mnenja, torej ne, ta del knjige temelji na empirični raziskavi na intervjujih, v katere se jaz nisem nekako vmešavala z nekimi zelo kritičnimi komentarji. Torej, in ta Wu Huiling trdi, da se njej zdi dobro in pozitivno in konstruktivno, če se začne filozofijo študirati tudi za osebe, ki se potem usmerijo v raziskovanje lastne kitajske tradicije, če se začne s usvajanjem konceptualnega aparata in metodologije zahodne filozofije. Ne, takšne pač, kot se je razvila v nedrju evropske in kasneje evroameriške tradicije. Jaz moram reči, da se meni to vendarle zdi problematično. Po eni strani vsekakor drži, mi moramo imeti nek konceptualni aparat, po drugi strani je pa lahko to tudi nevarna zanka, ki nas privede nekam, kjer pravzaprav določenih stvari v tej drugi tradiciji ne vidimo,
druge pa nam umanjkajo. Kajti dejstvo je, in to je na primer za razliko od Japonske, ne, ki v bistvu v svoji tradiciji ni razvila neke dejansko svoje avtohtone filozofije, razen mogoče v sklopu budizma, ampak to šele veliko kasneje, je v bistvu kitajska miselna tradicija razvila nek popolnoma svoj referenčni okvir, popolnoma svojo metodologijo, in ta metodologija temelji na paradigmah procesne filozofije. Ne, in zaradi tega, če zdaj mi usvojimo najprej, ne, če gremo iz totalne tabule rase in najprej usvojimo samo konceptualni okvir oziroma referenčni okvir te v bistvu statične na formalni logiki temelječe racionalnosti, je to lahko v bistvu destruktivno na nek način, če proučujemo potem neko filozofijo, ki se je razvila v okviru procesnega mišljenja, v okviru dinamičnega mišljenja. Ne? In zaradi tega, tu zdaj jaz ne mislim reči, da se ne smemo ukvarjati tisti, torej osebe, ki se ukvarjajo z raziskovanjem kitajske ali kakšne druge filozofije, da ni dobro, ne, usvojiti tudi ta konceptualni in metodološki aparat. Nasprotno, zelo dobro je, ampak to moramo početi na temelju uvida v različnost teh referenčnih okvirov, kajti ta dva okvira imata zelo pomembne implikacije za razumevanje ne samo vsake posamične teorije, ki se tu znotraj dogaja, ampak tudi za razumevanje pravzaprav vsakega posamičnega koncepta. Določeni procesni koncepti v okviru zahodne filozofije, ki vendarle temelji na Parmenidesovi konceptualizaciji neke statične biti, nespremenljive, ne? So lahko nekako, niso konstruktivni, lahko so zavajajoči in lahko privedejo do nesporazumov. Skratka, kar jaz hočem tu povedati, dobro je seznaniti se z obema referenčnima okviroma, preden se pravzaprav začnemo ukvarjati z neko neevropsko filozofijo tudi. No, kar se tiče potem tega, kar je povedala Nina, bi mogoče samo povedala, ne glede, zakaj je bil daoizem dejansko, kot je rekla Nina, zelo pomemben v razvoju kitajske miselnosti in v njenem razumevanju nekako ženske vloge tudi. Zakaj je bil drugačen kot recimo ta dominantna struja konfucijanstva, ki je bil kasneje sploh zlorabljen za državno doktrino in na katere osnovi, ki je potem tudi tvoril idejno osnovo za razvoj patriarhata na Kitajskem. No, daoizem ne samo skozi to, kar so povedale te redke ženske filozofinje, ki so izhajale iz daoističnih diskurzov, bi mogoče povedala, da je že sama paradigma daoizma na nek način vedno postavljala ženskost, ženske vrednote v smislu teme, pasivnosti, skrivnostnosti, mehkobe, nežnosti, subtilnosti, na zelo visoko, torej zelo visoko cenila. To vidimo že v Laozejevi filozofiji, naprimer Laoze, ki je pionir v bistvu daoistične filozofije, je več ali manj na večjih mestih zelo odkrito povedal, ne, da se mu zdi ženski princip na nek način superioren nad moškim. Jaz se s tem seveda ne strinjam. Jaz sem tudi v tem pogledu nekako za komplementarnost, tudi med moškim in ženskim principom, ampak to sem želela samo dopolniti. Po drugi strani sem želela omeniti tudi to, da sem torej ena od filozofin, ki jih pa tudi predstavljam, Olča je malo več povedala o Banzhou, o njenem izpostavljanju pomena ženske izobrazbe,
Nina je povedala malo več o Sun Bu-er. Jaz bi vam mogoče povedala malo več o tej tretji predstavnici, oziroma par besed, ker ste že 3:4:11. O tej tretji predstavnici, pri tem ki pa je predstavnica anarhofeministične teorije na pragu 20. stoletja. Torej, ona je živela in delovala, bila je anarhofeministka, ki je delovala v prvem desetletju in tudi delu drugega desetletja 20. stoletja. Na kakšen način je umrla in točno kdaj ne vemo, to je misterij. No, ampak ona je, kar se meni zdi, na primer, pri njej zelo fascinantno in kar tudi sploh ni znano v svetu, je dejstvo, da je vzpostavila kar nekaj teoretskih predpostavk, ki so sedaj zelo, lahko bi rekla, vroče teme v sodobni kritični feministični teoriji, na primer problem dekolonializacije feminizma, potem je izpostavila več kot pol stoletja pred Hannah Arendt to diferenciacijo med dvema vrstama proizvodnega procesa, namreč Hannah Arendt to poimenuje z labor pa work. Labor je torej tisto delo, ki v bistvu je povezano s trudom za golo preživetje, medtem ko work pa je možno izvajati na neki določeni stopnji tehnološkega razvoja že, in ta work proizvaja že presežno vrednost. In to isto, to je ena od teoretskih paradigem, po katerih je na primer Hannah Arendt zaslovela. Hudgens je to isto teoretsko paradigmo poimenovala jo je kot Shangji in Laodong, vzpostavila in zelo lucidno analizirala, utemeljila več kot pol stoletja pred Hannah Arendt, ampak za Hudgens nekako noben v bistvu še nikoli ni slišal, medtem ko je pač Hannah Arendt svetovno znana. Kar sem s tem hotela povedati, je, da nekako se ta knjiga ukvarja z neko dvojno marginalizacijo. Po eni strani gre za marginalizacijo žensk v filozofiji nasploh, kot je Olča že rekla, ženske, ki se ukvarjamo s filozofijo. To je grozno, ker to je slabo in za filozofijo in za našo ženskost. Po drugi strani pa v bistvu, in to je tudi vidno še danes v zelo zaskrbljujočem, to število doktoratov iz filozofije, ki jih pridobijo ženske, je v bistvu še vedno nižje od števila doktoratov, ki ga pridobijo ženske v astrofiziki. Mislim, da ta podatek kar dosti pove v bistvu. Zdaj, kaj so razlogi za to dominacijo? Ti razlogi so zagotovo večplastni in zelo kompleksni in jih danes tukaj zagotovo ne bomo rešili. Skratka, to je ena marginalizacija. Druga marginalizacija je pa pač marginalizacija kitajske filozofije v zahodnem svetu. Še vedno prevladuje totalno neravnovesje med tem, koliko Kitajska pravzaprav ve o zahodnih teorijah in obratno. Zdaj, po eni, seveda to ni povezano samo z neko postkolonialno aroganco zahodnega sveta. Kitajci so bili vsekakor in Kitajke prisiljeni na pragu 20. stoletja se dejansko poglobljeno soočiti z zahodno teorijo, ker so bili pač v statusu polkolonialne države. To je bilo nujno potrebno. Ampak oni so s tem nadaljevali. Še danes vse, kar se v zahodni teoriji sproducira na kateremkoli področju in je pomembno, je 3 mesece po izidu že prevedeno v kitajščino. Obratno pa seveda ne drži. Danes smo soočeni z velikim valom sinofobije, ki ga zdaj malo nadomešča rusofobija v dani situaciji. Ampak sinofobija, skratka,
strah pred Kitajsko, sovražnost do Kitajske, kar jaz razumem, glede na Xi Jinpingovo avtokratsko vlado po eni strani. Ampak nekako, če ne živiš samo iz predsodkov, potem bi ti moralo biti pomembno, tudi če se nekoga bojiš, če ga gledaš z mržnjo, ga malo bolje spoznati, ne? In dejansko zahodni svet ne ve še praktično ničesar o kitajski filozofiji in jo zato tudi tretira kot ne filozofijo, ampak zahodni svet od kitajske filozofije pozna v bistvu samo Konfucija, Lao Tse in Zhuangzi. To so ljudje, ki so delovali v istem času kot predsokratiki v evropski filozofiji, ne, in oboji so ohranjeni samo fragmentarno, ampak nikomur ne pride zdaj na misel, da bi predsokratike enačil z evropsko filozofijo, ne. Na Kitajskem pa nekako te antične klasike vseeno enačijo, kot to je pa kitajska filozofija, seveda ni to filozofija, to je samo fragmentarno, nobenih teorij ni, nobene sistematike. To se je razvilo kasneje, ne, na primer od 2. stoletja pred našim štetjem, pa tam do 17. stoletja našega štetja, ampak vse to ni prevedeno. Vse to na Zahod enostavno ne pozna. Skratka, da še enkrat povzamem, jaz sem pri tej knjigi izhajala iz te dvojne marginalizacije. Po eni strani marginalizacija žensk v filozofiji in po drugi strani marginalizacija kitajske filozofije s strani zahodnih diskurzov in nekako ti dve filozofinji, sedaj živeči in delujoči, ki sem jo predstavila, sta na nek način tudi po mojem mnenju utelesili ti dve obliki marginalizacije, in zdi se mi, da sta obedve na nek način žrtve obeh tipov marginalizacij. Toliko o tem, zdaj pa bi mogoče vseeno sem bila dosti daljša spet, kot sem si predstavljala, da bom, se opravičujem, mislim, da bi morali drugi danes več povedati o tej moji knjigi, kot sem sama že itak v njej govorim. In mislim, da je čas, da odpremo zdaj prostor tudi za morebitna vprašanja. Mogoče tudi Olča in Nina najprej, če bi kaj komentirali moje komentarje, na ljude komentarje. Jana, če se vrnemo spet malo Kino in Yangu, a bi lahko recimo razumeli, oziroma a so mogoče tudi te interpretacije, del teh sodobnih interpretacij daoizma glede nauka o egalitarnosti, namreč pač ta ideja o Yinu kot nekem področju, oziroma kot ženskosti, ampak hkrati tudi kot intuitivnem razumevanju, ampak ne tisto, kar je neracionalno, ne nekaj, kar je pač nasprotje racionalnemu, ampak tisto, kar je vrhovni filozofski uvid, torej tisto, kar je intuitivno, torej neko zrenje, kar je nekako v domeni ženske. A bi lahko, mislim, a so kakšne te interpretacije, recimo neka racionalnost, moškost, striktnost, togost na eni strani, na drugi strani pa neko razumevanje, kar je Yin. Ja, torej tole videnje, ki je zelo razširjeno v Evropi o Yinu in Yangu, je popolnoma napačno. Yin in Yang pomeni v bistvu senčna stran hriba in sončna stran hriba. Torej tam, kjer je hrib osvetljen s soncem in tam, kjer ga ni. V bistvu tu gre za latentnost in manifestnost. In to, da sta se Yin in Yang začela pripisovati ženskemu in moškemu principu, se je zgodilo veliko stoletij potem, ko se je ta shema vzpostavila kot neka osnovna ali najbolj generalna shema za binarne kategorije. Omenjena je bila torej v dinastiji Han v 2. stoletju po našim štetjem prvič, ampak zares se je pa začelo to enačenje šele v dinastiji Song, kjer so pa eksplicitno ti neokonfucianisti, ki so na nek način ustvarjali tudi idejne podlage za patriarhat, ki se je takrat začel dejansko razvijati. Torej ta vrednotenja
Yin kot ženskost, kot pasivnost, kot subtilnost, kot iracionalnost in yang kot aktivnost, ne kot togost, kot aktivnost, kot racionalnost, kot nekak tisti bolj vitalen princip, ne, ta vrednotenja, ne glede na to, kako zdaj, kaj mi interpretiramo v njih, ne, nam se lahko zdi, da je subtilnost in nežnost nekaj pozitivnega, ne? Ampak narejene so bile ta vrednotenja v bistvu šele v 12., 13. stoletju kot ideologija za nastajajoči patriarhat. Ne? Skratka, yin in yang kot shema pa pomeni, v bistvu to je binarna kategorija manifestnega in latentnega, senca in sonce. Okay, super, hvala. Samo eno zelo kratko vprašanje še. Mislim, da mogoče še Marko, ki je rekel potem, da mora iti, točno Marko ima roko dvignjeno, pardon. Prosim, Marko. Ja, potem moram iti za to čisto na kratko, bolj kot vprašanje, vrste komentar. Zelo je, kar ste povedali, vse 3 knjige, žal še nisem bral, jo bom pozneje vzel v roke in zanimanjem bral. Zdaj, glede kot logik, ne, bi mogoče to niti ni vprašanje, niti ni, recimo, se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, ampak kot neka vrsta dopolnitev. Namreč ta odnos moški-ženska, oziroma če vzamemo na neki bolj kozmični ravni yin-yang, ne, kot si zelo lepo to povedala, Jana, zdaj recimo to je sončna in senčna stran hriba, ne, gore. Po mojem mnenju tukaj bolj kot recimo samo protislovje, ne, se tukaj se gotovo strinjava, se pravi a in ne a ali pa da in ne, ustreza neka matrica tetraleme, ne, se pravi Nagarjunove tetraleme, kjer imaš ja, ne, potem imaš oboje, ja in ne, ali pa resnično in neresnično in niti eno, niti drugo. Ampak zdaj hotel sem pa to reči, ne, da tudi v evropski tradiciji, ne, tle jaz recimo sem bolj skeptičen za to, da je evropska tradicija seveda je različna, spoštovati različnost in to vse velja. Ampak tudi v evropski tradiciji imamo, recimo za sami logiki, če se omejim na logiko, imamo podobne trende, da tako rečem, ne. Recimo, če govorimo o tej binarnosti, zdaj, dobro, pri Aristotelu recimo nastopa neka binarnost, pač ne, med da in ne, ampak tudi pri samem Aristotelu, recimo pri znamenitem primeru de futuris contingentibus nastopa recimo kot možnost, neka tretja možnost, ne, tretja vrednost. Ampak ne samo to, ne, zdaj recimo, če vzamemo Aristotelov logični kvadrat, ne, se pravi, ta na diagonali je kontradikcija, je protislovje. To ni ustrezen model za razumevanje odnosa moški-ženska. Ustreznejši model bi bil recimo kontrarnost ali subkontrarnost, ne. Se pravi, zgornja stranica je kontrarnost, ne, se pravi, ne more biti oboje, A in B, lahko je pa, ne more biti oboje resnično, ne, lahko je pa oboje neresnično. Ali obratno, subkontrarnost, lahko je oboje neresnično, ne more biti pa oboje resnično. Se pravi, tu se približamo neki tetralemi. Poleg tega recimo, saj to je dolga zgodba, ne, ampak recimo v evropski filozofiji imamo izrazito recimo potem ti si omenila Parmenida, ne, že pri Platonu nastopi tako imenovano uboj očeta Parmenida, ne, ki v bistvu to statičnost nekako pozna Platonova dela skušajo preseči. Dialektika, ne, dialektika uvaja to možnost oboje hkrati, ne. Poznaj tudi recimo negativna teologija uvaja hkrati možnost niti eno, niti drugo. V recimo logiki 20. stoletja, v moderni zahodni logiki imamo pa absolutno prisotnost teh, recimo te tetraleme, ne, v teh ali večvrednostnih logikah, ali kakorkoli temu rečemo, ne. In po mojem mnenju je to treba tudi malo mogoče razlikovati od nekega ontološkega dualizma, ne, ker pri ontologiji, recimo omenila si Descartesa in to seveda, tam gre za nek dualistično metafiziko. Ne? Ampak celotno to, mislim,
jaz ne bi delil, zahodna filozofija je bila statična, vzhodna, samo vzhodna je bila procesna. Ne, tudi v zahodu je bilo ogromno procesnosti, ne, ravno v tej dialektiki, v tem, in tega je dosti, ne, tako da to je ena stvar, ne. Ja, no, sej sem že dosti povedal, pravzaprav, no, skratka, jaz mislim, da tudi pri teh primerjavah, ne, primerjave so zelo nehvaležna stvar vzhoda in zahoda. To sem pri sebi tudi nekako pač ugotovil, da tako rečem, ko sem se s tem ukvarjal, ne. Ampak vsekakor pa mora biti neke vrste, neko hermeneutično zrcaljenje, nek stik, ne, da mi sploh lahko razumemo vzhod. Ne, moramo vzpostaviti nek hermeneutičen most, ne, Gadamer pravi stapljanje horizontov in tako naprej. Ja, dobro, dosti je bilo, ja, hvala. Ja, jaz sem zdaj čisto navdušena, ker govoriš ravno o teh rečeh, s katerimi se zdaj jaz na teoretski bazi ukvarjam. Mimogrede, sem ta komentar pričakovala od tebe, ker kot sem sama rekla, ti dve shemi seveda sta esencialistični. Seveda ne moramo zdaj reči, na zahodu je to tako, na Kitajskem ali pa na vzhodu je pa to tako, ne? Ampak gre za nek schematski prikaz kot analitično orodje nečesa, kar je odsevalo zelo kot dominantna tradicija, tudi v sociološkem smislu, bi lahko rekli. Drugače pa ne, nič, jaz te bom poklicala, ker moraš iti, ampak točno te stvari, o katerih ki si jih zdaj omenjal, so stvari, s katerimi se trenutno zelo intenzivno ukvarjam v reviji Azijske študije, katere glavna urednica pripravljamo za september številko o postkomparativni filozofiji, in si seveda tudi vabljen s tem, ker se ti veliko ukvarjaš z japonsko filozofijo, tudi napisati kakšen prispevek na to temo, in ravno z Gadamerjevo hermeneutiko in s Tletjem horizontom se pa ukvarjamo v januarski številki, tako da moram reči, da sem res zelo vesela, da si se priključil tej debati, in rekla bi tudi, da mogoče o teh stvareh, ki si jih zdaj ti problematiziral, mogoče ni toliko govora v tej knjigi, ki jo danes predstavljamo, ampak v eni od kasnejših, ta je šla leta 2020, v lanski knjigi Interpreting Chinese Philosophy, a New Methodology. To ti bom podarila en izvor, pa se bova potem vsedla pa še enkrat predebatirala vse skupaj. Ampak hvala lepa. No, ampak jaz mislim, da se zdaj vseeno moramo... Hvala, čujemo. Jaz vseeno mislim, da se moramo, to so le dnevi enakosti spolov v prvi vrsti, če ravno seveda ti odnosi med spoloma je pomembno jih tudi analizirati na neki zelo teoretski, paradigmatski ravni, ampak mislim, da se bomo vseeno moramo nekako se na kratko vrniti k knjigi sami, ker smo zdaj malce zapluli v ene druge vode. Jaz mislim, da obe dve, in Nina in Olča, sta imeli še neko pripombo. Jaz bi mogoče, ker sem tako agresivno nastopila, ne bi sem jaz tako vprašanje. Nisi agresivno nastopila. Ja, pod narekovaje, tako sem kar planila. Bi mogoče dala še prostor, oziroma pač ta odmerjeni čas, ki ga še imamo še komu drugemu, ja, da vpraša. Ja, mi bomo pa še gotovo tudi imeli kaj več časa. Ja, mi se bomo pa še na kavici dobili. A se lahko potem jaz oglasim? Prosim, Milica, z veseljem. Jaz sem zelo zanimanjem poslušala vse tri in se zelo veliko naučila. Najprej to, hvala lepa. Tudi jaz nisem knjige prebrala, nisem filozofinja in sem kar tako malo strahom gledala, kako bom jaz to sploh brala, ker nisem filozofinja, ne poznam Kitajske in tako naprej. Glede na to, kar ste tukaj povedali, me je zdaj zelo zanimiralo, da jo bom vzela v roke. Sem pa, in najbrž bo Jana uganila, na kaj se bom odzvala, takoj ko bom začela, na to njeno stališče okrog binarne sheme, ne? Res hvala lepa za to razlago okrog Yin in Yanga in sem ti hvaležna, in ko bom vzela knjigo v roko in bom to našla, bom večkrat upala citirati to, kar si rekla, ne? Ker se res tako napačno uporablja in tako na široko
široko napačno uporablja. Vsakdo, ki malček hoče koketirati z teorijami enakosti spolov, dostikrat uporabi to neko primerjavo. Ampak da se vrnem nazaj na samo binarno shemo, ki si rekla, da ni problematična in da jo ti ne problematiziraš, da jo sprejemaš. In tu me nekako sem se spomnila seveda na naše sociološke koncepte in sociološke avtorje, ki seveda govorijo o klasificiranju in razvrščanju in govorijo o tem, da je klasificiranje in razvrščanje eno zelo pomembno dejanje za funkcioniranje družbe. Brez klasifikacij in razvrščanja pravzaprav si ne znamo predstavljati družbe. Povsod se to dogaja, v šoli, v kulturi, ti si tu dala cela vrsta primerov. Ampak če se vrnem nazaj na spola, koliko je problematično, tvojo oceno bi rada slišala, koliko je problematično samo ostajanje na binarni shemi in ne dopuščanje, da obstaja še kaj drugega poleg te binarnosti moškega in ženske, koliko pa ustrajati samo na tem, da to ostaja, da to obstaja. Tukaj me zanima, kako bi ti razrešila to trilemo oziroma... Res je, Milica, hvala lepa za ta komentar oziroma za to vprašanje in res je tudi, da sem ga pričakovala. Zato sem tudi to izpostavila, ker sem upala, da se bo zaslišal tudi kakšen glas iz sociološkega konca. Zdaj najprej bi rekla, da ravno tale knjiga v bistvu je mogoče ena najbolj socioloških mojih knjig. Zelo posega na področje sociologije, jaz sama seveda nisem sociologinja. Malo pa si, Ana. Malo pa si sociologinja. Sinologinja, ki je specializirana za področje kitajske filozofije. Malo si te prisvajamo, to sem hotela reči. Ne, je pa res, da je del mojega srca vedno na nek način pri sociologiji, tudi v svojem magisteriju sem imela sociološko temo, tako da mislim, da sem usvojila en del te kvalitativne sociološke metodologije tudi, ampak kar sem hotela povedati, druga polovica te knjige, ki jo danes tukaj obravnavamo, je v bistvu zelo empirična, temelji na intervjujih in potem na interpretacijah teh intervjujev. Prva polovica je pa v bistvu tudi na nek način postavljena s sociološkega vidika, ampak obravnava idejno zgodovino, ne toliko filozofijo v nekem konceptualnem ali logičnem smislu, ampak idejno zgodovino in mislim, da je zelo bralcu, bralki prijazna tudi da je napisana prav za bralstvo, ki nekako ni specializirano ravno za ta področja, s katerimi se jaz sicer ukvarjam. Tako da prosim, me bo veselilo, če jo prelistaš, kakšne dele prebereš, ki se tičejo tvoje ekspertize in mi kaj svetuješ oziroma mi daš še kakšen dodaten komentar. Zdaj jaz mislim, da se lahko še velikokrat o tem vprašanju binarnosti pogovarjamo, ker se mi zdi, da gre pri tem za eno zelo pomembno vprašanje, ki je na nek način povezano z najbolj vročimi kontroverznimi temami v sodobni teoriji spolov. Jaz mislim, da še vedno vztrajam pri tem, da v osnovi binarnost kot taka ni nekaj negativnega, da pač postane pa takoj negativna, čim jo zdaj mi navežemo na neke aksiološke predpostavke in na neke vrednote. In kar sem jaz hotela povedati tudi s temi esencialističnimi shemami, je to, da na primer yin-yang princip, ta princip korelativne dialektike, v bistvu ni fiksen, sploh ne moremo reči, tu gre za moškost in ženskost. Tu lahko gre za dve plati v homoseksualnem partnerstvu. To je odprt princip, ki omogoča tudi tretji spol, četrti spol, peti spol. Tu gre za en popolnoma drugačen, ravno zato, ker je dinamičen način
interakcije, ki je zelo vključujoč tudi, po mojem mnenju, ne. Je pa res, da na tem področju mislim, da moram še veliko narediti teoretsko tudi, ne. To zdaj, kar sem tebi povedala, oziroma kar sem povedala v tem omizju, je pravzaprav tudi nekaj, kar dosti temelji na intuiciji, moram reči. Tako da upam, da bomo imeli še večkrat priliko se o teh stvareh pogovarjati, ker se mi zdijo dejansko pomembne. In se tudi jaz lahko od vas ogromno naučim v tem pogledu. Bom z veseljem prebrala, ko boš kaj naprej napisala o tem, me res zanima, ker je to, kot praviš, je to res eno kontroverzno vprašanje v zadnjem času in iskanj in razmišljanje kar nekaj. Bi se bilo fajn vključiti, ne? Ja, hvala. Tako, ja, hvala tebi. Še kaj? Olča je tudi imela nekaj za pripomniti, če ni potem Marko že ravno te stvari povedal. Ja, jaz mislim, da to presega potem zdaj tole, kaj smo se pogovarjali, se strinjam, in tudi jaz sem hotela v svoji predstavitvi dati večji poudarek temu, ženske v filozofiji in temu ženskemu vprašanju. Ja. Se pa na vsak način strinjam, da bomo imeli enkrat še lahko debato ravno o tem, namreč ta dualizem, ki je bil izpostavljen, ki je bil v bistvu res ontološki, substancialni dualizem, da ni v taki, jaz tukaj te zelo hitre povezave, ki sem jo mogoče zasledila, ki se mi je zdelo, da si jo mogoče zasledila z logiko, da ni, verjetno je neka ozadje, ampak te se strinjam tudi s tem, kar si zdaj povedala glede te binarnosti, da je treba zelo paziti in da hitro zdrsnemo v to, da začnemo neke vrednote na to napenjati ali karkoli, kar pa za samo, recimo v sami logiki se mi zdi, da to lahko damo res zelo na stran. Tako da se pridružujem temu, da je to eno tako zanimivo vprašanje, ker tudi v sodobni kognitivni znanosti, recimo, kjer pa imamo te procesne ontologijo in v bistvu dinamične sisteme kot neke modele, zdaj je seveda stvar zelo drugačna in tudi tukaj mnogi avtori posegajo recimo po nekih virih recimo azijske filozofije. Tako da Whitehead je imel to navezavo. Whitehead je bil procesni filozof. On je bil eden redkih v zahodni. In zdaj v bistvu ta procesna ontologija, procesna filozofija ravno v bistvu tudi zaradi nekako sodobnih vidikov kognitivne znanosti prihaja potem spet nazaj v tudi filozofsko refleksijo. Tako da tukaj nekako se smo skupaj. In te ostre meje, ki se postavljajo, recimo tudi te binarnosti, so tukaj potem zabrisujejo oziroma so vezane na čas ali pa so vezane na nek kontekst, so vedno v neki povratni zanki. Tako da vse te stvari, mislim, da tudi dejansko nimamo zelo dobrega še konceptualnega aparata. Ne, to je work in progress. To je work in progress, tako kot s to binarnostjo, ta problem binarnosti nasploh. In mogoče bi pa lahko se kdaj dogovorili, da dejansko, ne vem, za kakšno okroglo mizo pa potem, ali pa celo kakšen manjši simpozij na to temo, interdisciplinaren, sinologija, filozofija, kognitivne študije, sociologija, mogoče tudi literatura in da si pa umislimo nek zbornik s prispevki. Absolutno, zelo dobro. Mene bi to izjemno zanimalo, moram reči. Zelo dober predlog, točno to sem hotela predlagati, če ne prej za naslednje dneve enakosti spolov, pa potem, ker najbrž rabimo nekaj časa, da se pripravimo, na to, pa potem naprej delamo, če bo zbornik ali kakšna posebna številka ali kaj takega, ja, super. Ja, neko okroglo mizo, debato na to temo bi res bilo, ker mislim, se prav vidi, čim smo ljudje iz večjih disciplin, zbrani, se takoj začnejo krešati mnenja. Ampak to je zelo produktivno. Kar je super, ja. Tako, ker mi smo nastrojene ene proti drugemu, ker imamo žensko debato. Žensko teoretsko. Franci, oprosti. Zdaj imamo samo enega predstavnika krepkega spola tukaj. Pa še ta je super. Prav, še kakšno vprašanje? In potem vse tiho je bilo. Prav, če ni, mislim, da tudi nobenega ni z dvignjeno roko, torej, če ni več vprašanj, potem bi se jaz vsem zelo lepo zahvalila,
za vašo prisotnost tukaj, za vaš interes do moje knjige. Vsaka avtorica, vsak avtor je vesel, če kdo to, kar napiše, vsaj prelista. Še posebej toplo bi se pa rada seveda zahvalila Olgi in Nini, ki sta na tak lep in zelo pregleden način predstavili bistvo te moje knjige. In ja, s temi besedami bi se potem zaenkrat poslovili in seveda z konkretnim načrtom, da bomo pri naslednjih dnevih enakosti organizirali eno okroglo mizo na temo dualnosti in binarnosti. Zaenkrat pa najlepša hvala vsem še enkrat in želim vam tudi lep vikend, predvsem Nini, ki ji zelo zavidam, ker je v Reykjaviku. Ja, nasvidenje. Hvala lepa.